2 tedna po objavi poročila protikorupcijske komisije o spornem ravnanju Janeza Janše in Zorana Jankovića se danes izteka rok, do katerega Državljanska lista od premierja pričakuje odstop ali pa vložitev zaupnice v državni zbor, sicer bo zapustila koalicijo. Janša za zdaj molči, zato še ni jasno, kako se bo politični položaj razrešil. V SDS-u so koalicijske partnerice pozvali naj, če so nezadovoljne s premierjem, v DZ vložijo konstruktivno nezaupnico. Medtem naj bi že potekali pogovori o sestavi nove koalicije, vendar nobena od strank tega ni potrdila. Kljub temu so se predsedniki DL, SLS-a in Desusa po poročanju nekaterih medijev v ponedeljek popoldne pogovarjali o možnostih za reševanje vladne krize. Sklenili naj bi, da morebitno koalicijsko povezovanje s Pozitivno Slovenijo ni mogoče do popolnega umika Zorana Jankovića iz stranke. Vlada popoldne začenja svoj 6. obisk po regijah. Tokrat je izbrala eno najslabše razvitih v državi, Notranjsko-Kraško regijo. Predsednik vlade Janša bo v spremstvu državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroša Rožiča obiskal podjetje Idrija Motors in se sestal z vodstvom družbe. Dan pred napovedano stavko javnega sektorja se bo popoldne sestala koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Njen vodja Janez Posedi pravi, da se bodo dogovarjali o nadaljnjih aktivnostih. Priprave na stavko, ki naj bi se ponekod začela že ob polnoči, pa naj bi bile praktično končane. Potem, ko je aktivist skupine 29. oktober včeraj svojo državljansko nepokorščino pričel izvajati tako, da ni želel zapustiti mariborske upravne enote, je danes s tem nadaljeval. Kljub priporu in kazni, saj so ga policisti priprli in izdali plačilni nalog v višini 357 evrov, se je Sanjin Jašar nekaj minut čez 8 danes vrnil na mariborsko občino, kjer mirno protestira pred pisarno vršilca dolžnosti župana. Kot od začetka ponavljamo, mi pač zahtevamo, da odstopi cel mestni svet. Seveda imajo oni možnost še enkrat kandidiram in izzivamo jih, naj kandidirajo še enkrat. In če jim bo ljudstvo izkazalo podporo, je potem to. Ministrstvo za izobraževanje objavlja razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2013-14. Razpis bo prvič izšel samo v elektronski obliki, zato je bilo več časa za usklajevanje o številu vpisnih mest na šolah. Manj prostora naj bi bilo na gimnazijah, nobena šola pa v prihodnjem šolskem letu naj ne bi imela več oddelkov kot letos. Cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Neosvinčena 95 in 100-oktanski bencin sta se podražila za 1,5 centa za liter. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,2 centa. Zvišala se je tudi cena kurilnega olja za 1,7 centa na dober evro za liter. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v osmini finala svetovnega prvenstva v Španiji premagala Egipt z 31-26. Slovenska izbrana vrsta je z uvrstitvijo v četrtfinale izboljšala svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Pred 6 leti v Nemčiji je zasedla končno 10. mesto, na tem svetovnem prvenstvu pa ima odprto pot do polfinala. V četrtfinalu se bo v sredo pomerila z Rusijo, ki je v osmini finala premagala Brazilijo 27-26. V večjem delu države je dež po noči ali zjutraj prešel v sneg. Ta se ponekod že oprijemlje cestišč, zato na prometno-informacijskem centru voznikom priporočajo previdno vožnjo. Po napovedih Agencije za okolje bo sneženje oslabelo šele popoldne. Zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod po nižinah bo večji del dneva megleno. Temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3, dnevne od 0 do 3, ob morju do 9 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Zapihala bo zmerna burja. V petek bo še pretežno oblačno, a suho. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Pino Srače kljub uspešni prisilni poravnavi išče strateškega partnerja. Občine državne pomoči za sanacijo po poplavah kljub obljubam še niso dobile. Na sodišču se je z ogledom posnetkov nadaljevalo sojenje protestnikom. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.